Dober dan in lepo pozdravljeni. Današnja epizoda bo kratka, sladka, z menoj je OG freeride scena Jaka Hartman in tudi nahajava se tukaj sred Kranja, kjer je freeride poligon slovenske freeride elite. Ja? Velikrat freeride beseda uporabljam, to mi je všeč. To je malo preveč freeride, bilo. Mislim, v redu je freeride, saj freeridava cel tale video. Freeridava cel tale video, nič se nismo pripravili, ampak mi sta se zmenila, da mi Jaka Hartman pokaže, kako se naredi meni zelo lep trik Suicide No-Hander. In če kdo, je on primeren, da mi to pokaže, ker sem za moje pojme najbolj znan. Zdaj pa tako, Jaka najprej bo gledalcem razložila, kaj je najbolj treba paziti pri izvedbi tega trika. Ja, zdaj trik sam po sebi, se pravi tako imenovani samomorilski brezročnež, če to prevedemo v slovenščino, je dokaj preprost trik. Malo je nekih nastavitev na kolesu, ki je fino, da so, z tega, da je trik lažji. Bova pol tudi zic neštimala in vse ostalo, pa šla pa skozi osnovne tehnike, se pravi, sam trik izgleda tako, da pač s koleni primemo stol, spustimo roke, se nagnemo nazaj, ko smo enkrat v zraku, malo poletimo, malo zakrilimo in pol primemo spet balanco in pristanemo. Ko bi le vse, tako bilo res preprosto. Tale step up praviš? Ja, na tem skoku se bo učila, se pravi skok je step up, kar pomeni, da je jump tukaj, landing pa tukaj, kar je ful lažji pa ful bolj barno, zato ker če pademo, ne pademo iz tukaj sem, ampak pademo iz tukaj sem, ampak padli ne bomo. Kaj je še, kaj treba vedeti? Ja, v skok pridemo z neko navadno hitrostjo, se pravi nič več, nič manj, kar bi normalno rabili. Skočimo, malo počakamo, zravnamo kolo in pol v bistvu s tem, ko kolo zravnamo v neko vodoravno lego, primemo kolena zic in pol spustimo. A je slučajno lažje delati ta trik, če si zapet z SPD? Je lažji in je to malo golfanje, zaradi tega, ker z SPD pač spustiš in kolo je tam in lahko krilaš in delaš kar hočeš, medtem ko s fleti moraš pa pač prijeti 50. Prav, oni so gej, ki to imajo SPD. Ja, ja. Zdaj mi pa povej, kaj gre lahko najbolj narobe pri tem triku? V bistvu, edina stvar, ki lahko gre narobe je, da ne primeš balance, ampak tudi to v bistvu ni toliko narobe. Če pogledamo Brandoga, on pristane za eno roko. Obstaja tudi trik, ki se mu reče no-hander lander, kjer v bistvu primeš zic in pristaneš brez rok. To je kar commitment, klekaj mehak landing, to ne bi bilo najboljše, ampak se pa da narediti in je prav zabavna zadeva. Danes ne bomo tega poskušali, danes bom jaz probal samo zajadrati brez rok. Tako, da imam vse zobe nota. A ja, veš kaj mene mogoče jebal? Ko sem jaz probal te male samomorilske brezročneže, dobra, sem jaz v paniki mogoče zgrabil in bremze hkrati. Ja. Tle je v bistvu hakelj, da ki ga delaš, začneš itak s tem, da sam dlani odpreš. Pa veliko ljudi ga pač gor dela in pol je sam tako upau in izgleda ful grozno in pol, ko greš dol, primeš v bistvu dol balanco in zategneš bremze in si udariš stran kolo. Medtem ko pravilna izvedba no-hander je, da greš nazaj, ker ko greš nazaj, pač slajdaš na balanco, tako, zaslajdaš na balanco, namesto da primeš čez. Se pravi, danes se bo učila najprej mačken spustiti, pa v to smer bo šla. Tako, nazaj. Zmenjeno. Jaz mislim, da sem ready, oziroma ne, najprej bom mogel ustvariti ta step up, ker ni spet toliko majhen. Jaz sem racer, moraš reči, da jaz nimam krivin v atmosfero. Manjši je kot podletik, krivina je pa zelo podobna podletiku. Gremo, jaz mislim, da dajmo nekaj dolgvezati, gremo pogledati, kva me lahko tale inštruktor nauči. Jaka, omenil si zice, kot vidiš, sem jaz iz racerskega sveta, imam tak lep aerodinamičen sedež, medtem ko imaš ti bolj tak oblažinjen sedež. Tako, malo debelejši, malo večji. A je to tudi kakšno vlogo igra pri oprijemu, ko jaz to z noga stisnem? Malo jo, in sicer ta je malo bolj masiven, malo širši kle, malo krajši, zato da ga lažje lepše primemo, medtem ko ta tvoj je tukaj po sredini dosti ozek, se pravi, ko ti daš kolena skupaj, je zica manj površinsko. Ampak to so mali detajli, glavno je, da je zic višinsko pravilno nastavljen, ker pol se da marsikaj narediti. Se pravi, višinsko pravilno govoriva, da prije zic kje med kolena. Se pravi, če zdaj to demonstriramo. Primaš kolo. Stopiš na pedala. A je to pravilna višina? Jaz bi ga osebno dal malo nižji, ampak je višina kar v redu. Nižji bi ga dal? Ja. Čakaj. No, v bistvu sva kar tam. Ja, ne, sem te pride nad ščitnike. Malo nad ščitnike, ja. Zato tega, da veš, ker zasidraš ga ščitnike, zasidraš in pa sam tako narediš. No, ta je bila lepa, če mi danes rata. V glavnem, ampak meni zic ne gre bolj dol, tako da moram operirati s tem, kar imam. Isto je tudi tle. Žal je. No, Jaka, jaz mislim, da gremo najprej himen predred, da jaz to skočim. Tako. Mava to.
Moram si v glavu reči, da to nič ni. Ker če pa dokler ne priletim, pa sem pa Čeh. Ne more me, no nič. Ne more on me nič! Češka kasvina, ampak smo čez. Ker naprimer to zgleda res v easy, a ne? V bistvu me je pošol, ampak ni panike. Zdaj ti si me gledal te prve, to je ta poizkus. Zdaj ga prvo malo se vidi, da prijem v višino. Ampak kaj zdaj naredim največjo napako? Ker zdaj sem bil še malo skrčil po stran. Skočil si, odrinil si, pa ko si letel gor, si se malo skrčil, kada hočeš še višji potegniti kolo. Ja, se zato. Tega ti ni treba narediti. Sam lepo sproščeno polet, pa boš imel isti lok, isto vse. Sam pač več boš imel kontrole, ko boš stegnen, ker ne boš skrčen, se ne moreš premikati. Drugač pa pol za no-handerja, ko enkrat skočiš ven, poravnaš kolovodo ravno, se pravi greš gor, pritisneš balanco dol, pa najprej sam tako naredi, da ko pritisneš, pač kolena daš skupaj, pa ko pritisneš balanco dol, v bistvu zasidraš zid med kolena. A boš zdaj demonstriral eno? Lahko, eno zelo šolsko. Se pravi, iti na kiker, počakati ven, bike v level dati, stisniti s koleni in stegniti. Aha, to se pravi gor iz kikarja, zlevelirati in ti si mi v bistvu zdaj sekundo časa zvika, da se odpreš kapico. Jo! Ja! Zdaj pa sam baby steps, malo lepo Aha, ti bi šel zdaj po baby steps, se pravi, a bi delal na ven, ne? Ja. Pa ti si prej rekel, roke ne smejo biti tako? Mislim, ne smejo, pač, če ga tako delaš, se boš tako naprej zapiral, a ne? Če ga pa, v bistvu ja, to je še en hack, pri SUI no-handerjih obstajata dve vrsti. Če imamo thumbs down, se tako zapiramo, če imamo pa thumbs up, se pa tako odpreš gor in v bistvu poj pač lahko je to, lahko je pa to. Ampak thumbs up meni pomeni full commitment, gremo zdaj. Thumbs down pa pomeni malo safe. Bolj je tako tak. Nisem še pripravljen, thumbs down. To, ja. Thumbs up je pa dejmo. Pol, ko ga enkrat pinčaš, ko ti je zadeva navadna, se pa pač lahko tako odpiraš in je čist druga. Se pravi, zdaj skočil sem, približno poravnam to. Ti bi zdaj šel baby steps, kaj tako? Sam dlani odpri pa malo nazaj, da je. Vseeno probi se izogibati gor, ker poj, če malo zapaničaraš ali pa karkoli, ko greš na balanco, si nižji bike dol brcneš, a veš. Jo! Šteka, ker jaz imam zdaj, ne, kakor smo videli pred posnetkom, imam ta sindrom uklenjene roke, ne. Ker takrat noče iti, pa če že gre počasni balanco, se pravi, kaj ti praviš? Obe naenkrat, pa najprej probaš parkrat z eno, pol probaš parkrat z drugo. Da uklenaš, ja? Tako, pa psiha, pa združiš eno in drugo in daš obe dol in se Treba je še pa res nazaj. To je res, zgori, ne spodi. To je najbolj safe jump za učiti to. Načeloma. Kaj bi ti rekel, naprimer, ful mi je bila lepa od videa na Šaleharja na podetiškem step downu, da je pa res potegnil, kaj pa tam narediš, kaj pa nadol letiš. V bistvu je zadeva ista, ker trik nekako ne spremeni nek tok krivulje leta. Tako da, kakor bo bike letel, kakor ga ti skočiš, tako bo pač tudi pol, ko enkrat delaš trik. Edina razlika je, da če preveč agresivno pol suneš na balanco, to lahko malo hitne naprej. Ampak na step downu načeloma itak ni panike, ker ti suicide narediš, itak bike malo potone dol spredi. In pol se pač samo lepo primeš in greš v landing. Kaj pa isto na navadnih jumpih, kjer ni setupa, kot v last group, nekaj imaš ti cajt odpred, kaj imaš ti navaden double, skip double. Je pa še lažji, zaradi tega, ker je bolj položen jump in ti v bistvu lahko že glede na jumpu s koleni primeš bike in samo letiš preklenen čez in ti ni treba skočiti, poravnati kolesa pa pol spuščati. Lahko dejansko sam skočiš ven, spustiš in letiš. Zapomnite si te nasvete, ker se tale je trenutno zastonj. Jo!
Jo, lepa. Kdo? Nisem. Ja, zdaj pa sam še thumbs up, tako smo rekli, sam še palce gor, ko se odpreš in pol bo tudi lažje, ker teži tako pol ujameš balance. Ja. Easier said than done. Ja, ampak glede na to, da smo imeli ful malo cajta, pa da si prišel brez predznanja, sva ga tole kar naštudirala, tako da to je bil kar win. Gremo. Alright, 2 ure, Ja. private sessiona s tutorjem Hartmanom, ne? Tako. Ne bom rekel, da zdaj imam čisto poštudiran. Prišla sva, da se odpiram, kanožnica, ne? Tako. Da moram samo še to practice, se pravi vaditi in dati na druge jumpe, sploh na moje domače, ker mi je najbolj nice, če bi tam znal, ne Jaka? Res je. Kaj je zdaj, tako jaz sem imel te črne scenarije v glavi, faka, če mi prvi del potone, kaj če z eno balanco primem, z eno pa ne, pa se skolepsnem na ramo, ne, se ne može zgoditi, ampak glej, smo to. Vse smo pohandlali, nič se ni zgodilo. Kaj bi lahko še izboljšal, kar deva direktno? Kaj bi lahko še izboljšal? Dejansko je samo še praksa, več v višino, uravnaš kolo bolj vodoravno in se pol odpiraš, pa tako smo rekla thumbs up, zato da se nazaj stegneš, da se čisto odpreš. Tako. Poj pa samo še praksa in pol, ko ga enkrat znaš, je to trik, ki ga lahko čisto povsod narediš. Cel community, ki se hoče to naučiti, ima da napišete v komentarje hvala z veliko capsulo, knidani, bold, ne, underline. Jaka Hartman, najlepša hvala, ker si vzel cajt. Res mi je bilo hodolka, to mi je bil najljubši trik, poleg Flat Spin 360, ampak tega ne bomo šli, ne. Tudi do tega prideva. Ja, on naredi to clean, ne. Ampak ja, thanks, ker si me sprejel v tale hram vrš in bilo mi je včasih. Tako, zdaj pa predno končamo, naj čaka še ena stvar in sicer no dig, no ride, izberi si orodje, tole se še pošpiha. Bomo pa malo kak hnoj premetavali. Tako. Ni problema, dajmo. Akcija. Imamo to, se vidimo!